in en lep pozdravček vsem na torkovem Facebook liveu. Evo, danes bomo govorili o tem, kako imeti več lahkotnosti s svojim telesom. Zdaj, najprej bi se zahvalila vsem tistim, ki ste zadnjič mi dali feedback, v bistvu kdaj bi radi tako imeli pač Facebook live, oziroma kdaj vam bolj odgovarja, pol odkot poslušate, tako da, oziroma poslušate tako v živo ali poslušate pol posnetek. To nam zelo pomaga, da vidimo pravzaprav, kdaj bi šli, pa tudi seveda pomaga tudi to, da doseže ta video in te informacije, da doseže čim več ljudi. Bolj, ko boste dejansko ali komentirali, ali delili video, lajkali, všečkali, bolj bo pomagalo to, da bo to več ljudi videli in da se bodo te informacije širile med tiste, ki jih to zanima in ki jim lahko to na kakršenkoli način prispeva. Ok, torej kako imeti več lahkotnosti s svojim telesom. Torej, najprej je ena stvar. Oziroma morate si priznati, oziroma ozavestiti morate to, da je vaše telo senzorični organ. Torej, vaše telo, nimamo samo tistih 5 čutov ali koliko, ja, 5 meni se zdi, ampak je dejansko naše celotno telo nam daje ves čas informacije o tem, kaj se dogaja s telesi v naši neposredni bližini, potem kaj se dogaja s telesi lahko tisoče in tisoče kilometrov stran od nas, kaj se dogaja z Zemljo in potem marsikaj drugega še, torej tudi kaj se dogaja, lahko je nek nevidni svet okrog nas in naše telo nam daje ves čas informacije o tem. In če tega če ne ozavestimo tega, če ne spoznamo tega, da se to dogaja, smo ves čas pod vplivom tega, kar zaznavamo, kaj naše telo zaznava, in bom danes tudi malo več dejansko povedala še kaj se lahko še kakšne druge stvari dogajajo. In prva stvar je, torej, da ozavestite to. Torej, vse, kar vam ne dopušča vedeti, zaznati, prejeti, da vaše telo vam daje neprestano informacije. O vsem. Ja, in vse, kar je to, vse, kar vam tega ne dopušča, bi bili pripravljeni vse to zdaj razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute med pa Colin Schwartz Boys, Povac and Beyonds. Lepo vas je videti, Nataša, pa Vesna, pa Nataša, ja. Zdenka, živjo. Ja, torej vse, kar vam ne dopušča tega ozavestiti, da je vaše telo senzorični organ in vam daje tako zavedanje 360 stopinj okrog, torej 360 stopinj tako in tako o vsem tem, kar se dogaja okrog vas. Bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute med pa Colin Schwartz Boys, Povac and Beyonds. In če prvič slišite to, kar sem pravkar povedala, to je čistilna izjava Access Consciousnessa in o njej lahko več izveste na theclearingstatement.com. Tam je en video, kjer dr. Dan Heer, soustanovitelj Access Consciousnessa, in Simon Milasas pač razložita bolj podrobno, kaj je ta zadeva čistilni izrek, ampak da bi deloval, vam ga ni treba razumeti. Potem naslednja stvar. Torej, glede na to, da je vaše telo senzorični organ in vam daje informacije o vsem, kar se dogaja okrog vas. Pol verjetno iz tega sledi, da veliko misli, občutkov, čustev, nekih senzacij, nekih bolečin v telesu, celo bolezni, ki se pojavljajo, ki jih imate, ni vaših. Ampak ste samo tako kot en tak velik spužji kvadratnik, ki sam srka vse to, najprej zaznavate in potem seveda, ker nimate te informacije, da to ni vaše, da sam zaznavate, mislite, da je to vse vaše. In potem, če mi vzamemo nekaj za svoje, kar ni naše, potem če nekaj vzamemo za svoje, iz tega začnemo kreirati svojo fizično resničnost. In kar 98% vseh vaših misli, občutkov, čustev, nekih bolečin v telesu, senzacij v telesu ni vaših. Wow, ej. Ne? In eni ljudje pa, pač, ko izvejo to,
se jim zdi pol, ja, kaj pa je sploh moje, ne? Vse posod, kjer ste tudi identificirate s svojimi občutki, čustvi, bolečinami, nekimi boleznimi, senzacijami v telesu, nekimi energijami, ki povzročajo neko, kako bi rekla, težo s telesom, nelahkotnost, nelagodje s telesom, bi bili pripravljeni vse to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemet poram pa calling shorts, boys, povats and beyonds. Ker mi dejansko, mi nismo naše misli, mi nismo naši občutki, mi nismo naša čustva. Mi smo dejansko kot bitje, smo prostor, torej prostor med molekulami našega telesa. In tudi, če pogledamo naše telo, torej tisti, ki poznate kemijo, ne, torej, ki ste se učili kemijo, veste, da je, torej, molekule so sestavljene iz atomov in atom je, če ga res pogledamo tako pod nekim drobnogledom, dejansko tudi 99% atoma je prostor. Torej, zelo malo je neke snovi, torej dejansko smo prostor. In vsemi temi mislimi, občutki, čustvi, energijami, ki jih pobiramo od drugod, se pa pol dejansko delamo take težke, trdne, resnične in pač zaradi tega tudi velikokrat teh misli, občutkov, čustev, ki jih neprestano premlevamo, analiziramo, dejansko se naše telo začne tako počutiti težko, nelagodno, iz tega pol tudi začnejo nastajati neke bolezni in vse, kar je to zdaj tudi prineslo na plan za vas, bi bili pripravljeni vse to zdaj razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemet poram pa calling shorts, boys, povats and beyonds. In znanstveno je dokazano, da pretirano razmišljanje, oziroma če veliko razmišljamo, torej da ko misel prestreže celico, torej naše celice so tako naravno, so bolj take kroglaste oblike, ko misel prestreže celico, te celice začnejo postajati take bolj elipsaste oblike in to je že začetek nekega nelagodja v vašem telesu. Torej, če veliko razmišljate, veliko analizirate, veliko imate tega head trippinga, torej, ko bi rekla, norije glave, lahko se zaradi tega vaše telo počuti tako, oh my god, ne? In ena stvar, torej prva stvar, ki jo seveda lahko uporabite, je, da pač to zavedanje, da te stvari niso vaše. Vse, kar dnevno gre skozi vašo glavo. In tu ne gre se samo za negativne misli, slabe misli, ko eni rečejo. Dejansko vse, tudi neke ideje, neki koncepti, vse to lahko pobirate in zaznavate in se s tem strinjate, pridružujete in potem ali pa opirate, reagirate in to naredite pol za svoje. Zato se začnite za vsako stvar, torej za vsako svojo misel, občutek, čustva, spraševati, komu to pripada. Ali pa neko senzacijo v telesu. Komu to pripada in ni vam treba imeti odgovora. Veliko ljudi se pol tukaj zahakla pri tem, ker nimajo odgovora. Ni vam treba imeti odgovora. Torej lepota accessovih vprašanj je, da vam ni treba imeti odgovora, ampak sam, ko vprašate, če nekaj ni vaše, bo šlo stran, torej boste videli, kakšne stvari bojo v trenutku izginile, določene stvari se bojo olajšale, torej tudi če se olajša, to pomeni, da ni vaše. Potem se večkrat zaporedoma vprašate, komu to pripada in dokler se sprašujete, dokler to čist ne izveni. In torej vse, kar to zdaj prinaša na plan za vas, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, utemet poram pa calling shorts, boys, povats and beyonds. Recimo, jaz zdaj, ko sem pač se priklapljala, torej na ta Facebook live sem že ful zaznavala nekih senzacij, nekomu je šlo na jok in dejansko vse to zaznavamo in lahko ste, tudi recimo, če se vam je kdaj zgodilo, da ste bili dobre volje, tako pač brezskrbni in naenkrat pa tako, neki brez energije, neko slabo voljo, neko depresijo in vam ni bilo jasno, kaj se dogaja. Lahko ste nekoga zaznali, torej mi smo vsi energijska bitja in zaznavamo, ste lahko nekoga zaznali, ki je šel po ulici, lahko je nekdo, ki je tudi tisoče kilometrov stran oddaljen, nekateri od nas imamo take kapacitete, da tudi pač na take razdalje zaznavamo in in ste to pač zaznali in potem ste mislili, da to je vaše, da ste vzeli to za svoje in potem, če to res vzamete za svoje, pol iz tega si lahko kreirate svoje dejansko resničnost, cele resničnosti iz tega si ustvarimo, kar ni naše. Potem naslednja stvar,
ki jo morate tudi vedeti, je, da naše telo, tako kot sem že prej rekla, nam daje tudi informacije o tem, kaj se dogaja z Zemljo. Mi namreč imamo tudi zmožnost zdravljenja Zemlje, torej, če bi mi prispevali energijo, ki jo imamo na voljo Zemlji, bi se lahko pač Zemlja razbohotila, se pozdravila. Mi pa tako, mislim, pač tukaj živimo na tem planetu bolj tako, da skozi od Zemlje jemljemo, jo izrabljamo, jo trošimo, si jo lastimo, a ne, nikoli pa ne damo nekaj nazaj. Naj bi bil tak nek dvosmerni tok, torej podarjanje in prejemanje, ampak Zemlja nam skozi daje, torej Zemlja je tudi zavesten organizem, Zemlja je tudi bitje, a ne, zavestno bitje nam skozi daje informacije o tem, da nekaj potrebuje od nas, ampak mi, ker smo toliko odklopljeni od Zemlje, toliko živimo neprisotno, ne navzoče tukaj na tem planetu, ampak smo vse posod druge, sam pač tukaj ne. Potem Zemlja jača to, kar nam sporoča, dokler se to v našem telesu ne pojavi kot neka bolečina. In takrat pa seveda pa rečemo, kaj pa zdaj to, ne? Potem gremo v neko vprašanje, potem začnemo gledati, kaj se dogaja. Ne? In v teh primerih, če je to nekaj od Zemlje, lahko damo to potem, pač to energijo Zemlji in na ta način se potem tudi mi znebimo te bolečine. Sam bodite voljni dati to energijo Zemlji. In no, če se vrnem mogoče k temu pretiranemu razmišljanju, pretiranemu delovanju uma, torej ena stvar, ki jo zelo s pridom lahko uporabite in dejansko takoj skreirate več lahkotnosti v svojemu telesu, so barsi. A ne, torej barsi dejansko pobrišejo to pretirano umsko aktivnost, to pretirano klepetanje uma in potem zaradi tega postajajo potem celice spet nazaj bolj te svoje, kako bi rekla, prvotne oblike, bolj kroglaste in zato se tudi pol naše telo počuti bolje. In barsi pač deluje na ta način, da razelektruje električno komponento misli, čustev, občutkov, ki smo jih kadarkoli zavzeli in dejansko gre stran tisti balast, ki ga ne potrebujemo več. In če bi se kdo rad barsov naučil, imam v nedeljo 18. septembra bars delavnico v Hiši neskončnih možnosti na Lavrici, nekaj mest je še prostih, tako da se zagrebte, če želite biti zdaj zraven. In res tudi samo to, mislim tako, morate vedeti, da mi, ko nek pogled zavzamemo, torej lahko je pač kakršenkoli pogled, si lahko na ta način skreiramo neko bolezen. In pri barsih je to pač velikokrat se zgodi, ko nekdo opusti nek pogled, ki ga je nekoč zavzel in z tega si skreiral neko fizično težavo, ko opusti ta pogled, se to spremeni. Torej, nekaj, kar se lahko ukvarjal lahko leta in leta, skušal razrešiti na razne načine in ni uspel. In ko ta pogled opusti, dejansko se, tudi telo ima potem zmožnost, da to spremeni, da to opusti. Tako da vse, kar vam ne dopušča tudi vedeti, da vi s svojimi pogledi kreirate svoje telo in težave s svojim telesom. In ja, tako smo rekli, večina teh pogledov verjetno ni niti vaših, bi bili pripravljeni zdaj vse to, prosim, razgraditi in uničiti krat gaziljon. Right or wrong, utemet ponapokoljen Schwartz, boys, povac and beyonds. In naslednja stvar je, torej, če se ukvarjate s kako stvarjo, s telesom, zdaj govorimo o telesu in tega, kar ne morete razrešiti, kar ne morete spremeniti. Lahko gre tukaj za nekaj, da delujete z neke laži ali pa da ta stvar ni vaša. Torej, če delujete iz laži, oziroma če ta stvar ni vaša, tega ne morete spremeniti. In torej, če ni vaša, pa vi mislite, da je vaša, dejansko delujete iz neke laži. Zato se vprašajte za te stvari, ki jih mogoče ne morete spremeniti, ali se z njimi ukvarjate že lahko leta in leta, ali ne vem koliko časa, ok, to sploh moje, komu to pripada. Iz kakšne laži delujem tukaj. In ni vam treba vedeti tega, ampak sam ta energija, ki se prikaže na podlagi tega vprašanja, sam podem pokite vse to. Čeprav velikokrat boste tudi, ko boste zastavili vprašanje,
bo tudi prišlo zavedanje. Ok, laž je to pa to. Tako da za vsakega od vas je različno, ni pa nujno, ni potrebno, da zdaj greste v glavo in začnete razmišljati, ampak samo zastavite vprašanje in za vprašanjem posežete po zavedanju, ki vam je na voljo. Potem določene osebe, oziroma naša telesa, lahko imamo telesa, ki so zdravilci, torej telesa, ki zdravijo. Telesa, ki jemljajo stvari od drugih ljudi in imate lahko nekje pogled, da boste pozdravili druge ljudi na ta način, da iz njihovih teles vzamete neke stvari. In seveda to je težava, na rekovajih, če lahko rečemo temu, je v tem, da se tega ne zavedate. V tem, da si ne priznavate, da ali imate telo, ki zdravi, oziroma v določenih primerih je lahko še tudi bitje, ki zdravi, in ste pod vplivom tega, kar jemljete iz teles drugih ljudi. In ja, mogoče bo vam tako, mogoče bo komu tako, ja, to jaz počnem. Recimo, jaz sem imela, jaz tako še preden sem z Accessom začela, jaz sem se tako včasih šalila, sem rekla, jaz sem tako una riba čistilc v akvariju. Vse mogoče poznate tisti, ko imate akvarije, ena riba kot po dnu akvarija ponavadi plava in dejansko čisti. Meni se zdi tako, vse sranje tako na rekovajih dejansko pobiram. No, in ko sem prišla k Accessu, dejansko sem ozavestila, da imam telo, ki zdravi. Telo pobira stvari in če tega ne ozavestiš, če se tega ne zavedaš, si skozi pod vplivom tega, skozi te nekaj boli, skozi imaš, ne vem, enkrat te tukaj boli, enkrat imaš s tem težava. Mislim tako, če greš zdravniku, nič ni, reče vam ni nič. In dejansko je zato, ker to vi pravzaprav zaznavate, ampak pol takoj, ko pa mi rečemo, zdaj imam pa to, torej naredite neko odločitev v zvezi s tem, oziroma nek zaključek, neko sodbo, potem pa iz tega dejansko začnete na fizičnem nivoju ustvarjati neko fizično težavo. Potem ena od stvari je tudi, ki jih lahko počnete, oziroma ki jih počne vaše telo, oziroma tudi kot bitje, lahko biomimetično posnemate telesa drugih ljudi. In zato se velikokrat zgodi, recimo v družinah. Mi pravijo, vsi v družini imamo probleme s hrbtenico, vsi v družini imamo probleme s koleni. A veš, no. Ali posnemate drugega, recimo, da je imel oče težave s koleni, pol je dobila jih še žena, ker ko smo v odnosu, dejansko se ful tega biomimetričnega posnemanja dogaja, torej zato tudi velikokrat rečemo, ko pogledamo dva zakonca, tako že obraze imata podobne, to je biomimetično posnemanje. S tem biomimetičnim posnemanjem posnemamo tudi te energijske poti, te stvari, ki jih imajo ljudje s telesi, ali pa na finančnem področju, ali pa na katerem drugem področju, ampak zdaj govorimo o telesu in zato pol imamo lahko neke težave, ki jih spet ne moramo razrešiti in tukaj ne moramo jih razrešiti ravno zaradi tega, ker to ni naše. To je posneto, to je resničnost od nekoga drugega, to je plagiatizirano. No, smo to vzeli od nekoga drugega in zdaj to predstavljamo, kot da je to naše. In tukaj za biomimetično posnemanje obstaja en čistilni proces in tudi, torej verbalni proces, pa tudi telesni proces, s katerim lahko dejansko pobrišete vse to, kjer ste kogarkoli, kdajkoli biomimetično posnemali. In ta delavnica pa, če se jaz ne motim, jo bom imela 6. oktobra, to bo ena taka popoldanska delavnica, tako bom vse te povezave, bojo tudi tukaj pod video prilepljene, da si lahko pogledate. In tudi to, ta proces, ko delate ali verbalni proces, ali pa ta telesni proces, torej telesni procesi se izvajajo tako, da damo dlani na telo osebe in sam pokličemo določeno energijo, ki potem odstrani te stvari, ki smo jih zaklenili v svoje telo. Ta proces vnaša v vaše telo in v vaše vesolje neverjetno pomirjenost. Zato, ker mi, če delujemo iz nekih resničnosti, iz nekih energijskih poti, ki niso naše, to v naš svet vnaša res tak nemir, skozi neka taka nemira. Tako da to je še ena stvar, ki se lahko dogaja. Potem pa
Ja, za vse tiste, ki pa ste še tako zelo senzitivni, imate, ali so vas že kdaj mogoče obtožili, da ste preveč občutljivi, ali pa se eni vidim, da se zdaj opredeljuje kot visoko senzitivne osebe, tudi zaznavamo entitete. Torej, lahko nam daje naše telo tudi zavedanje entitet tega nevidnega sveta okrog nas, in včasih določene stvari so od te entitete. In zdaj tako jaz pač poleg tega, ko se sprašujem, ok, komu to pripada, in če vidim, da ta stvar ni moja, rečem tudi, da je to od osebe s telesom ali je to od osebe brez telesa. Ne? Torej osebe oziroma bitja brez telesa. In če je to od nekoga brez telesa, potem grem pač delati te čistilne procese za entitete, torej za entitete lahko odstranjujemo, se z njimi pogovarjamo, od njih prejemamo in pogledam, kaj pač v določenem trenutku treba narediti, in potem ta dejansko senzacija, s katero me je telo pokazalo, da je prisotnost neke entitete, izgine. In to, mislim, je tako zanimivo, se ne vem, jaz toliko imam enih delavnic in seminarjev, da že ne vem, kje sem kdaj, s kom se kaj pogovarjala, s kom sem to govorila, ampak očitno moram tole tudi tukaj povedati. Velikokrat ljudje pravijo, imam migreno, in to res tako boli glava, tako da misliš, da ti bo res na pol vse razklala. In recimo, pač jaz imam včasih tako senzacijo, in ker jaz vem, jaz nikoli nimam glavobolov, res, ne vem, redko, ampak to pa vem, da je, mislim, taka senzacija, da gre za prisotnost entitete. In takoj, ko priznam, mislim, vprašam, ok, a tukaj kakšna entiteta prisotna, se takoj to začne rahljati. Ampak ljudje, ki ne vejo tega, ki se dejansko nimajo tega zavedanja o tem, potem to reče, kako migreno imam, kako migreno. In takoj, ko začnemo, ko to opredelimo, ko damo neko definicijo, torej kaj je to začnemo pol kreirati. In tudi to strdimo na nek način. Tako da je pol pač tudi težje, pač več časa traja, oziroma malo daljši postopek je, da to pol odpravimo. Če pa takoj, če pa iz tega zavedanja, če si skozi zastavljamo vprašanja, če smo voljni imeti to zavedanje, se pa lahko te senzacije takoj znebimo, rešimo. Pol, kaj še? Torej, velikokrat mi sprašujemo po spremembi, sprašujete po spremembi, bi radi nekaj spremenili, spreminjate nekaj, ali hodite na neke delavnice, ne vem, delate pač mogoče pač kakšne, ne vem, prakticirate kakšne stvari, in skladu s tem, da se vi kot bitje spreminjate, mora iti tudi telo. Torej, če želite biti nekako skupaj, kako bi rekla, še vedno skupaj kompatibilna, in včasih se lahko tudi tako pojavi ta sprememba, da recimo ali ful zbolimo, ali nam je ful slabo, bruhamo, ne vem, karkoli, izgleda kot nek razpad sistema. Dejansko gre za to, da se naše telo shifta, da se naše telo spreminja, ker gre v skladu z bitjem, ki se spreminja, ali pa zdaj smo priča tudi velikim spremembam na planetu Zemlji, ali pa gre v skladu s temi spremembami na Zemlji, torej se tudi telo spreminja. In lahko si tudi zastavite vprašanje, torej, je to tista sprememba, po kateri sprašujem, ki se prikazuje na popolnoma drugačen način, kot sem jaz mislil, oziroma mislila, da se bo prikazala. In če je lahkotna energija tukaj, je to vaša resnica. Če ni lahkotna energija, če je težka, pa to ni vaša resnica. Ampak takoj, ko si vi priznate, če je to res za vas, bo to dejansko se ful olajšalo, ali pa da bo celo ta zadeva izginila. Takoj, ko si priznamo resnico, to izgine pol. Oziroma se olajša in pol lahko pač, še malo, mogoče še kaj vprašamo, še kaj naredimo, da takoj se to, kako bi rekla, se takoj znebimo tega. In pa še eno vprašanje, torej, glede na to, da sem začela s tem, da je naše telo senzorični organ, naše telo se zaveda, nam daje informacije vsem, kar se dogaja okrog nas, si lahko zastavite tudi vprašanje, mislim, meni je to eno tako zelo ljubo vprašanje, zato ker jaz vam tako res se ful, tako res potencirano zavedam,
in se vprašajte, torej, česa se zavedam. Če bi si to priznal, oziroma če bi si to priznala, bi se to vse spremenilo. Ni vam treba vedeti, česa se zavedate. Okay? Še enkrat, ni vam treba imeti odgovorov, ne, to je ona stara šola, zdaj se moramo to odšolati, moramo to pustiti. Česa se zavedam, če bi si to priznal, bi se to vse spremenilo. Sam na ta način, ko si zastavite to vprašanje, si priznate, da se zavedate. In ko si date priznanje, da se zavedate, se ta senzacija izgine. In, kaj smisla zdaj reči? No? Evo, naj pride nazaj, če je relevantno. Ja, takoj, ko si damo priznanje, da pač se zavedamo, ta senzacija izgine. In, ja, kaj sem še mislila reči? Ja, torej, access consciousness, a ne? Torej, tukaj tarča je zavest. Torej, da postanemo res zavedajoči, da postanemo zavestni v popolnosti. Bolj, ko boste zavedajoči, bolj, ko se boste zavedali, več zavesti, bolj zavestni, ko boste postali, torej, kako bi rekla, zavest, bolj, ko smo zavestni, bolj je tudi pravzaprav na voljo to vse splošno zdravljenje. Tudi vaše telo postane bolj zdravo, bolj vitalno, zato zavest, 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 zavest. In kaj je zavest? Zavest je tudi, da je vse samo zanimiv pogled. Bolj, ko je vse samo zanimiv pogled, bolj, ko smo v dopuščanju, bolj, ko ni prav, narobe, dobro, slabo, lepo, grdo, bolj več imamo zavesti. In tudi, nekdo je vprašal, okay, oziroma pač naslov današnjega Facebook live je, kako imeti več lahkotnosti s telesom. Ne obsojati svojega telesa. Torej, takoj, ko nekaj tudi obsojate, oziroma ko imate neko stvar, recimo, da ste zdaj opredelili, da imate neko bolezen ali ne vem kaj, pa začnemo obsojati to, kako je to narobe, kako je to napačno, in s to sodbo pa mi to sam še utrdimo. Tam ni prostora za spremembo. Če bi bilo vse sam zanimiv pogled, da imam takšen pogled, ker tudi dejansko bolečina je določen pogled na naše telo. Potem s tem zanimivim pogledom dejansko začnete ustvarjati prostor, v katerem se lahko dogodi sprememba, v katerem lahko se telo spremeni. A ne, tako da lahko tudi naslovite kakšne stvari, tako zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled. In to ponavljate toliko časa, dokler se ves ta naboj, te napačnosti, ki ste naredili v zvezi z nečim, ne bo razpršil. In še ena stvar, ki je tudi, mislim, tukaj zdaj o telesu bi lahko govorili. Mislim, tako vsaka stvar, ki sem jo povedala, ima tako, iz vsake stvari bi lahko naredili svojo delavnico, svoj seminar, tako da, ja, pač tukaj je en tak povzetek, no, če lahko temu tako rečem, zato, da boste imeli malo več zavedanja, mogoče bo kjer kaj tako pozvonili, tako, ja, to je, kaj pa če je to, ne, in boste šli mogoče kaj pa naprej raziskovati. In ena stvar, ki vam bo tudi omogočila imeti veliko več lahkotnosti s svojim telesom, je, da začnete komunicirati s svojim telesom. Vaše telo ima svojo zavest. Vaše telo ima res odgovore v narekovajih do vsega, kar vi dejansko iščete v svojem življenju. Če bi začeli se pogovarjati s svojim telesom, sodelovati z njim, upoštevati, slediti njegovemu zavedanju, bi lahko ustvarili marsikatero stvar, za katero mislite zdaj, da jo ne morete ustvariti. Telo bi vas lahko vodilo do marsikatere stvari, za katero mislite, da je zdaj skrivnost v vašem življenju. In recimo eno vprašanje, ki ga lahko zastavite svojemu telesu, če se karkoli dogaja, in mogoče prejšnja ta orodja, ki sem jih prej omenila, niso mogoče, kako bi rekla, prinesla neke lahkotnosti, lahko rečete tudi, ok, telo, kaj bi bilo potrebno, se to spremeni? Telo, pokaž mi. Kako bova to spremenila? In pol seveda ne iti v glavo in pol začeti razmišljati, ampak samo pustite telesu, da vam pokaže. Sam umaknite se svojim umom. Ja, to je veliko lažje, če imate tak preprostejši to, kar delamo z barsi, tako res pobrišemo to
to klepetanje uma in dejansko ena, kako bi rekla, posledica izvajanja barsov, rezultat izvajanja barsov je tudi to, da ste bolj povezani s svojim telesom in da dejansko lažje zaznavate te informacije, ki vam jih daje. In dajmo pogledati, kaj pravite. Bla, bla, bla. Kako si lepa, hvala. To je meni zdravnica družinska rekla, da bom imela tudi jaz težavo s hrbtenico, ko jo ima mama, pa si mislim, ja, seveda, to nisem jaz. Ja, to vam lahko tudi starši rečejo, ne? Rečejo, ja, veš, mi imamo vsi probleme s tem in če pač se strinjate s tem oziroma pridružite, opirate, reagirate, pa si to res ustvarite. Tako da, če vam govorijo to, pač ni treba biti nevljudni in reči, ja, zanimiv pogled, a ne? Ampak si v glavi si lahko mislite to, ok, zanimiv pogled, da imaš takšen pogled in ne kupiti tega. In Vojko pravi, vedno moraš imeti samozavedanost, a ne, da se sledi tej lažnivi stroki, se manj pa, da se upošteva medije. Človek mora imeti prvo sam sebe rad, potem veš, da boš lahko prejel višje vibracije. Ja, mislim, to je res zavedanje, to, kako bi rekla, ko ljudje rečejo, kako se naj zaščitim pred tem, a ne, zdaj vse, kar sem to povedala, zdaj bo rekel, kako se naj zaščitim pred tem. Vaša največja zaščita je to, da se zavedate. Če imate zavedanje vsem tem, boste samo rekli, ok, to ni moje, komu to pripada. Ok, kaj se tukaj dogaja, česa se zavedam. Boste vprašali 15, 20 stvari, dokler ne boste prišli do tiste stvari, ki bo olajšala to stvar. Ja, to je, samo zavedanje je pa tako, da dejansko mi ne izključujemo tukaj, pač zavedanje, zavest ne izključuje ničesar. Ok, tudi ne izključujemo medicine ali pa karkoli, ampak dejansko pač, da ste v vprašanju, kaj bo določena stvar skreirala, recimo, če greste na neko zdravljenje, če greste na neko operacijo, mogoče to vaše telo potrebuje. Ne, tukaj ne izključujemo, samo vprašajte se, ok, kaj bo to ustvarilo, resnica, kakšno bo moje življenje v roku 50-15 let, če grem, a ne, jaz se vedno vprašam tako, torej, kakšno bo moje življenje v roku 50-15 let, če grem za to v zdravniku, pa kakšno bo moje življenje v roku 50-15 let, če ne grem zaradi tega zdravniku, torej, če vse uporabim, kar vem, kar znam, vsa orodja, pa se zadeva ne spremeni, in če je lahkotno, če je energija lahkotna, da grem zdravniku, pač grem zdravniku. Ali pa pač, ne vem, danes sem se glih z eno gospo pogovarjala, ki pač ima napovedano operacijo in sem ji rekla, vprašaj se to, vprašaj, kaj bo to ustvarilo in lahko bo to prispevek za tvoje telo. Tukaj mi res ne izključujemo ničesar, niti tablet, ampak da ste v vprašanju, da niste v zaključkih, da ne kupujete teh pogledov, ki vam jih prodaja drugi, kot da so suho zlato, ampak da sebe začnete poslušati in svoje zavedanje in to, kar vi veste, to je suho zlato za vas. To, a ne. Alenka pravi, v kateri skupini je to, da še drugič pogledam. To je na strani Barbara Mali, drugače pa tudi se predvaja to v skupini Čarobno telo, ker to se nekako šera tja v tisto skupino, imam tako narejeno avtomatično, drugače pa Barbara Mali. Kaj še? Jaz mislim, da je to, no, da mislim, če bi radi kaj več o tem zvedeli, res je na voljo ful delavnic, kjer res lahko poglobite to znanje o tem, ker je res vsaka stvar, o kateri sem govorila, ima tako prav pa še ful nekih stvari, nekih detajlov, nekih variacij in tako naprej. In spet je pol treba pri vsaki osebi posebej pogledati, ne moramo zdaj kar tako pač nasplošno za vse govoriti, vsi smo unikumi in pač pogledamo, kako je nekaj nastalo oziroma kaj je pri določeni osebi, kaj nekaj ustvarja in s temi orodji dejansko lahko toliko stvari spremenimo, da je prav tako, wow. Tako da, jaz se vam zahvaljujem za danes, najlepša hvala. Hvala za vašo energijo, za vaša vprašanja, za vaše komentarje. In če vam je bilo to všeč, če se vam zdi, da bi to še komu koristili te informacije, delite to, lajkite, komentirajte, tako sem rekla, da bo to čim višji gor prišlo, da več ljudi to vidi. Tako ja, hvala vam še enkrat in lep pozdravček. Čau, čau!